Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Dobrodošli v Liziki, počutite se kot doma, pa izvolite kar naprej. Pozdravljeni v Dijaškem domu Lizike Jančar, Dijaškem domu za fante in dekleta, ki se lahko pohvali s 44-letno tradicijo. V letu 2020 smo obnovili znotraj javno-zasebnega partnerstva fasado, stavbno pohištvo, streho in kotlovnico. Prav tako smo v parih letih obnovili že skoraj vse dijaške sobe in sanitarije. Našim dijakom lahko nudimo dvo- in enoposteljne sobe. Prav tako se naš dijaški dom lahko pohvali, da imajo vse sobe internet. Študentje in tuji dijaki lahko v Dijaškem domu Lizike Jančar bivajo tudi med vikendi, kjer si lahko v čajni kuhinji pripravijo tudi vsakodnevne obroke. Dijaški dom Lizike Jančar se nahaja na desnem bregu reke Drave v neposredni bližini druge gimnazije, srednje zdravstvene in kozmetične šole, oblikovne in srednje živilske šole z izobraževalnim sistemom Piramida. Če pa se sprehodimo preko mostu, smo že v centru Maribora, kjer se nahajajo še ostale srednje šole, kot so konzervatorij za glasbo in balet, srednja gostinska šola in različne srednje tehnične šole. Dijaki, ki se vpisujejo na bolj oddaljene šole, kot je srednja lesarska šola, pa imajo v bližini doma tudi avtobusno in železniško postajo. Dijaki in dijakinje so v našem dijaškem domu razporejeni po nadstropjih, po vzgojnih skupinah, za katere skrbi 11 vzgojiteljev in vzgojiteljic, ki so strokovno izobraženi, po večini tudi profesorji posameznih predmetov. Vzgojno-izobraževalno delo nudimo dijakom v popoldanskem času, ko pridejo iz šole in sicer jim pomagamo pri vseh šolskih predmetih. Nudimo tudi brezplačno učno pomoč in pa slovenščino za tujce. Zelo ponosni smo na učni uspeh naših dijakov, saj jih vsako leto kar 98% uspešno zaključi šolanje. Dijakom, ki bivajo v našem dijaškem domu, pripravljamo zajtrke, kosila in večerje. Z raznimi dietnimi in vegetarijanskimi meniji pa poskrbimo, da so zadovoljene njihove želje, pa tudi potrebe. Še posebej veliko pozornosti posvetimo našim novincem, saj se zavedamo, da je odhod od doma pri 14 letih poln vprašanj, vznemirjenja in pa tudi strahu. Vsak dan se z njimi pogovarjamo, jim nudimo oporo in se trudimo, da bi se pri nas čim prej počutili domače. Novinci imajo možnost dobiti tutorja, to je starejšega, vzornega in odgovornega dijaka, za katerega menimo, da bo novincu pomagal prebroditi domotožje in ga seznaniti z življenjem v dijaškem domu. Naši dijaki se lahko družijo v prijetnih skupnih prostorih s televizijo, ki se nahajajo v nadstropju skupine. Za preživljanje prostega časa jim je na voljo domsko igrišče, ki se nahaja tik ob domu, trim kabinet, fitness, glasbena soba, klavirski sobi in knjižnica. V zimskem času potekajo nekatere športne dejavnosti v najeti telovadnici v bližini dijaškega doma. Pri nas se dijakinje in dijaki lahko vključijo v različne interesne dejavnosti, ki jim omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa. Tisti, ki jih zanima šport, imajo na voljo nogomet, košarko, odbojko, šah, pikado, namizni tenis, fitness, jogo in strelstvo. Tisti, ki pa jih zanima umetnost in ustvarjanje, pa imajo na voljo likovni krožek, lutkovni krožek, fotografski in video krožek, ustvarjalnice, ličenje, izdelovanje maske ter poslikave obraza. V Dijaškem domu Lizike Jančar se lahko pohvalimo tudi z razstaviščem Lija, kjer smo že gostili številne priznane umetnike. V Dijaškem domu Lizike Jančar se zavedamo, da to, kar sejemo, tudi žanjemo. In iz tega izhaja, da je vzgojitelj zelo pomemben pri vzgojnem delu z dijaki. S svojim strokovnim delom in pozitivnim odnosom oblikuje klimo v vzgojno-izobraževalni ustanovi.
To pa pomembno vpliva na osebnostno rast in razvoj posameznika. Tudi sodelovanje naših dijakov v dobrodelnih projektih odraža čut za sočloveka. Skrb za socialno ogrožene sošolce, otroke iz varne hiše, brezdomce, živali v zavetišču in starostnike, to je le nekaj utrinkov mladostnega utripa našega dijaškega doma. Ob tem je najpomembneje, da dijake poznamo, da verjamemo vanje in jih sprejmemo takšne, kot so. Le s takšnim načinom vzgojnega dela lahko uresničujemo cilje, ki smo si jih zadali. Vsak posameznik potrebuje drugačen način dela, kar vsi strokovni delavci uresničujemo v vsakodnevnih dejavnostih. Zavedamo se, da dijaki s posebnimi potrebami tudi v dijaškem domu potrebujejo dodatno pomoč, svetovalni pogovor in različne prilagoditve. V želji, da vsi mladostniki dosegajo najboljše šolske rezultate in osebnostno napredujejo, sodelujemo z starši, šolami in drugimi strokovnimi institucijami. In prav povezovanje je prava pot, da ustvarimo svet, v katerem želimo živeti.